Ugotovil sem, da imam res nor ta screen time. Enkrat, ko sem slučajno na jutranjem sestanku v kliničnem centru zjutraj odprl to in je bilo 2 uri in sem pomislil, a sem sploh buden 2 uri že. Ko imaš skozi ta impuls, fizično ti roka trza proti žepu, je fino umakniti in stremim k temu, da to ne bi bil več refleks. Najhuje, če pač so starši stalno zatopljeni v telefone pa v tablice. Že samo to, da ona recimo vsak večer vidi očija, ki bere, namesto očija, ki ima telefon. Algoritmi trenutno velikokrat gradijo na tem, da te šokirajo, da te pretresejo, da te naredijo jeznega, ker potem se boš upletel v to, boš komentiral, boš delil, boš dal svoje mnenje. Živjo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Uživajmo pametno, kjer se o digitalnem svetu in o vseh prednostih in tegobah, ki jih prinaša, pogovarjamo z zanimivimi ljudmi. Danes je z mano David Zupančič, pisatelj, zdravnik, TV voditelj, podcaster, oče, pa še bi lahko našteval. David, živjo. Živjo. Vesel sem, da si se mi pridružil, ker sumim, da lahko odpreva kakšno zanimivo temo. Ja, upam. Ampak preden se potopiva v to, kaj bi rekel, da te ta hip najbolj definira? Ti si aktiven na toliko različnih področjih, kaj je trenutno tvoj fokus? Ja, mislim, da vseeno oče, no. Zdaj imam drugi otrok, sin je star 9 mesecev, tako da imam 2 otroka in vse, kar se dogaja, se nekako vrti okrog tega, ne? In časovno, tudi s poudarki, stalno razmišljam, kako umestiti vsaj projekte, tako da družinsko življenje ne trpi, da imamo skupne vikende, da se imamo dobro, da smo povezani. Tako da ostalo se prilagaja družini, se mora pa tudi družina, nažalost, ali pa pač se mora tudi kdaj družina prilagoditi čemu drugemu, sploh službi v kliničnem centru. Čisti iz lastne radovednosti, a uporabljaš tudi kakšna digitalna orodja za to, da sploh lahko preživiš v natrpanem urniku? Ja, mislim, da imam praktično vse na telefonu, sem ustrajal še z nekimi rokovniki nekaj časa, ampak enostavno je preveč enostavno je, da imaš vedno pri sebi. Z ženo imava skupen koledar, ki se deli, se noter opisuje, jaz opisujem projekta snemanja, ona opisuje, kdaj imamo pediatra in kakšne gledališke predstave in pa se to sestavi, včasih se kleše. Na telefon si zapisujem kakšne ideje, ko dobim za pisanje vmes, imam svoje tekste, tudi vse na oblaku, tako da lahko kdaj, ko čakam na avtobus ali pa kje tudi berem kakšne svoje besedile za nazaj, ki popravljam. Tako da jaz sem zelo vpet v ta digitalni svet in mi v bistvu zelo pomaga to, da so naši pametni telefoni postali računalniki na nek način. Pa te to nikoli ne odnese mal čez ali pa v to brezno družabnih omrežij? Ja, odnaša me zelo do točke, da sem se začel aktivno ukvarjati s tem, da me ne bi. Ker ugotovil sem, da v bistvu vedno, kadarkoli v dnevu imam možnost nekaj preveriti, ne? Ali je to nek odziv na Instagramu, odziv na podcastu, odziv na knjigo, številke prodaje, novi članki, blogi. Vedno, ko se ustavim, naj bo to pri rdeči luči, čakanju na dvigalo, lahko vzamem ven telefon in nekaj brskam. In to me je začelo obremenjevati. Ugotovil sem, da imam res nor ta screen time, ki ga beleži. Telefon, če mu pustiš, ti beleži, koliko časa ga gledaš. Spomnim enkrat, ko sem slučajno na jutranjem sestanku v kliničnem centru zjutraj odprl to in je bilo 2 uri in sem pomislil, a sem sploh buden 2 uri že. In takrat sem si potem to izklopil, ker me je strašil. Zdaj sem pa v zadnjih pol leta začel tudi aktivno delati na tem, recimo, da ko hodim po stanovanju, po hiši, ne nosim s sabo telefona, da ga imam med vizito, recimo ne v žepu, ampak v torbi. Se pravi, ko ti je kdaj težko odložiti, ko imaš skozi ta impuls, fizično ti roka trza proti žepu, je fino umakniti stran, da je težje. Če moram jaz do torbe odpreti, vzeti ven in pogledati Instagram, je to meni težje. In stremim k temu, da to ne bi bil več refleks. Da to ni refleks, kadarkoli pač imam minutko, vzamem telefon, ampak da si rečem, kdaj bom preveril mail, kdaj bom preveril Instagram, takrat bom šel po telefon. Tu je pa spet drug izziv, seveda moram biti na voljo, če me kdo pokliče, če doma, če iz vrtca zboli otrok, kliče iz vrtca, kliče žena, Tako da lovljenje nekega ravnotežja, ampak absolutno mora biti nek aktivno ukvarjanje s tem, kako se rešiti tega, v bistvu je to neke vrste odvisnost, Pomaga mi, da imam Kindle v žepu, vidim, da ga imaš ti že tako tudi pri vseh teh prireditvah in to je ena super stvar, niti ne Kindle, sem pač drugo firmo, ampak e-bralnik, kakorkoli, kjer lahko, ko čakaš na semaforju, rajš prebereš na poglavje knjige, če
dolg semafor, namesto da bi brskal po spletu. Recimo. Tako da to prije z roko v roki. Moja služba, konec koncev, ena od mojih 3 služb je tudi spletni vplivnež. Jaz imam telefon službeno pri sebi in seveda je vlek tega morda še hujši kot pri nekomu, ki tega ne dela, tako da se aktivno borim proti temu. Ja, ker lahko razmejiš pri sebi to službeno funkcijo, si lahko rečeš, zdaj gre David, katerega tretjinska služba je spletni vplivnež, preveriti, kaj se dogaja z vsebinami, pa kaj objaviti. Zdaj gre pa David v prostem času, ne vem, surfati. Kako pa ti dve komponenti usklajuš? Ja, velikokrat prideš v neke potuhe v resnici. Jaz si skoraj rečem, da v bistvu jaz kot David v prostem času nikoli ne gledam Instagrama. To je vendar moja služba. Zadnjič sem gledal en film zvečer in sem si rekel, seveda moram gledati film znanstveno fantastiko, če pišem knjigo, ki je znanstvena fantastika, potrebujem ideje. Se pravi, nekako jaz sem začel že vse, kar delam, malo vezati na to, da je kao to ipak zato, da bom boljši v svojem delu. Moram reči, da sicer jaz, kar se tiče družbenih omrežij, niti ne uporabljam tako, da bi meni zapasalo iti spremljati enega vplivneža, gledati, kaj dela. Dejansko jaz grem gor zato, da oblikujem svoj profil in svoje objave in komuniciram z ljudmi, ki se odzivajo na te objave. Se pravi, to je v resnici službeno. Ja. Je pa vlek tega, da klikneš tiste rile, ki ti jih potem mečejo, 4 sekundne posnetke. To je pa nek čist tak dopaminski vlek, se mi zdi, ki se ga navadi človek, da so te posnetki kratki, pa potem enkrat sem prav prešinilo me, kako je to neumno, kako ti tam, ne vem, naročiš hrano in potem sediš in potem začneš gledati te posnetke. In na neki točki sem gledal enega človeka, ki je v svoji kuhinji plesal in se sam tako zavedal, zakaj zdaj gledam človeka, ki je postavil v svoji kuhinji telefon in se je posnel, kako pleše in jaz to zdaj gledam, namesto da bi kaj razmišljal, namesto da bi se s kom pogovarjal. Ali pa začel plesati. Ali pa jaz začel plesati saj. Ja. Vsaj malo kardio stisneš v svoj dan. Ja, to. Pač karkoli v bistvu. S tem, da na telefonu je tudi ogromno vsebin, ki so v bistvu zanimive. Jaz sem tudi en tistih, ki ne vem, ga neki prime in pol gre blazno veliko brat o tej stvari na Wikipediji, ali neka zgodovinska oseba, vidim nek namik ali pa neko informacijo in pa me to blazno zanima. Ne vem, stalno so bili o tej Grenlandiji, pa o tem predsedniku Amerike, same novice samo o njemu in pa toliko tistih slik in zadnji tisti njegovi Secret Service in sem jaz pač tako en dan bral o tej njihovi zaščiti predsednika, ne kakšnih čudnih nagibov, ampak mal Secret Service, kako so to, kdo so to, kako imajo organizirano. To se mi zdi zanimiva služba, zanimivo, kaj lahko zvemo o njih, kakšen je on letalo, ki se on pele, ki je praktično bunkera. In pol, na ta način, nekako, če to delam, si niti ne štejem kot nekaj negativnega, da imam telefon, kako da bi se učil. Ampak hitro gre prst proti Instagramu. Hitro vmes prebereš 4 stavke, 5 stavkov, pa si misliš, zdaj pa lahko malo bedari pogledam. A je ta tvoja rutina poezije, ki jo zadnje čase tudi komuniciraš, kaj povezana s to željo, da bi se malo odklopil ali pa da bi v bistvu konzumiral druge vsebine ali ne? V bistvu v začetku ni bila. Od nekdaj sem rad bral pesmi in potem sem ugotovil, da je velik plus, če se kakšni tistih, ki so mi najbolj blizu, naučim. Zato, ker enostavno po domače si sam sebi bolj zanimiv in pride pa potem dobesedno pomaga pri tem, kar si rekel. Se pravi, če sediš tam v tisti restauraciji in si misliš, valjda bom vzel telefon, se bo 15 minut preden dobim jaz to, ali pa če si na obvoznici, to je najhuje, pa se avti počas premikajo, pa je celo nevarno, da ti gledaš telefona, pa se ti zdi, lahko smo čisto počasni. Takrat lahko jaz recimo si recitiram pesmi, vadim, grem enkrat čez svoj izbor in sem si sam sebi nekako popestril to čakanje, zapolnil z nečem in to z nečem zelo lepim in mi daje to veliko veselje. Tako da, absolutno, in zdaj že pač nekako, če bi probal vse, ki jih znam, si povedati, bi že skoraj 40 minut govoril oziroma recitiral v glavi, to je pa že en lep, skoraj do obale že prideš. Ja. Zdaj morava povedati ljudem, ki tega ne vedo, se pravi, eno je, da se ti rad učiš pesmi na pamet in si gradiš en tak repertoar, o tem si zdaj govoril. Eno je pa tudi, da jih pogosto objavljaš na družbenih omrežjih in da tudi druge ljudi spodbujaš k branju poezije. Kaj pa je ta smer? Kdaj se je pa to zgodilo? To je pa, v bistvu sem spet spontano, veliko stvari, v bistvu, ki jih delam na Instagramu, se je zelo spontano in naravno razvilo, brez nekih načrtov.
parkrat sem objavil, takrat, ko sem bral to zbirko sonetov Jesiha, pesmi in potem nekako iz odziva ljudi, ki je bil zelo pozitiven, začel počasi objavljati, jaz sem temu rekel pesem na dan, rubrika, čeprav ni vsak dan, ampak poskušam. In sicer čisto samo zato, ker se mi zdi, da tudi ljudem, ki brskajo po spletu in po Instagramu, tako kot jaz, in gledaš ti ljudi, ki plešajo v kuhinji in to, če ti vmes skoči neka kitica in jo prebereš, ti to na nek način lahko pomaga, te pomiri, ti da nek uvid, ti da mogoče en moment, to je bilo pa lepo, ali pa ne, ampak poezija je tako veliko, toliko je različnih slogov, toliko je različnih stilov, da se mi zdi, da na koncu vsak lahko najde nekaj, kar se ga dotakne. In to je v bistvu umetnost besede in besede so tisto, kar nam gradijo sploh naš ego, zavedanje sebe in sveta. Ko razmišljaš o svetu, o sebi, ko delaš plane, nekako tvoriš besede v glavi. Zelo redki so tisti, ki to vidijo kot neko sufuzijo, zvonjav, zvokov. In ponavadi si govoriš, imaš nek notranji glas in pesniki so pač umetniki z besedami in se mi zdi, da je super priložnost, ker imaš profile, ki so profili namenjeni poeziji, imaš kulturna društva, ki namenjajo velik del svojega delovanja poeziji, ampak to iskreno ponavadi nimajo veliko dosega. Pridajo bolj ljudje, ki jih to zanima, umetniki, pesniki sami, kot je rekla Vižlava, kot veš, Žimborska, nekateri imajo radi poezijo, ona je ocenila 2 na 1000 ljudi, če ne štejemo pesnikov samih. In na ta način, ko pa jaz, ko me spremlja velika količina ljudi in recimo odpre moj profil in reče, da vidimo, kaj je kaj o medicini, kaj je kaj o, ne vem, kaj jaz objavljam, in potem vmes butne ta poezija, jaz nekako prisilno to potisnem ljudem, ki jih niti ne zanima morda ta trenutek, ampak med njimi pa koga potem tudi prime. In sem dobil zelo dobre povratne informacije, ker konec koncev tistega, ki ne zanima, to preskoči, izgubi mogoče 1/4 sekunde, to ni nič takega. Tiste, ki pa jih je zdaj prijelo in sem dobil sporočila, katere zbirke priporočam, da bi spet to brali, da en drugemu bere žena možu iz teh mojih objav. In to mi je super, jaz hočem biti ambasador branja in hočem biti tudi ambasador branja poezije. Pa hkrati se mi zdi, da si tudi ambasador nekega pametnega grajenja spletnih vsebin, hotel pa ne hotel. Tako, ko te poslušam, vidim, da vedno želiš pozitivno vplivati tudi na svoje sledilce. Zato imam pa zdaj eno težje vprašanje. Če bi dobil možnost, kličete, ne vem, Evropska unija, David, mi zdaj delamo novo družbeno omrežje, čist nov koncept, mi bi radi konkurirali obstoječim in naredili nekaj neverjetnega, nekaj novega. Kaj bi hotel, da je tam? Kako bi se lotil tega razmisleka? Sprav, kaj novega ali kaj drugačnega? Kakšno bi bilo družbeno omrežje po tvojem okusu? Recimo, če bi ga lahko oblikoval od začetka, kaj bi bile prioritete, kako bi delovalo? Vse je težko vprašanje, samo mogoče zanimivo. V bistvu ne vem, kaj bi lahko pač povem, kaj me najbolj moti. Zdaj, družbena omrežja so različna. Recimo, jaz Facebooka sploh ne uporabljam, ker me moti nekako že samo demografija ljudi, ki se tam nekako zbirajo, če gledate komentarje pod prispevki, popolnoma drugače kot na Instagramu, ker je drugačna starostna skupina, mogoče drugačna, čist demografsko grajeno, ampak to največ pride naravno. Vsakakor si mislim, da bi mogel biti ta algoritem, ki ponuja nove vsebine, bolj mogoče premišljen kot algoritmi, ali pa bolj fair. Zdaj, algoritmi trenutno velikokrat gradijo na tem, da te šokirajo, da te pretresejo, da te naredijo jeznega, ker potem se boš upletel v to, boš komentiral, boš delil, boš dal svoje mnenje. Dober primer tega je recimo fitness industrija, ta fitness del recimo Instagrama, kjer dejansko so začeli zdaj pač ugotavljati te ljudje, ki te objave delajo, da če on samo gre in pokaže neko vajo, če to vaja je dobro za biceps, bo doseg tako mali, ker to dela vsak tretji človek na svetu. In so začeli delati popolnoma kontroverzne objave. Recimo, da je nekdo, ki je popolnoma suš, nikoli ni bil v fitnessu, daje nasvete in prodaja coaching in ima 1000 komentarjev, ker se spodaj razbunijo, kdo pa si ti, kako pa si, koliko časa pa sploh treniraš, in mu oni potisnejo naprej to vsebino. Se pravi, ljudje za nalašč hočejo biti kontroverzni, žaljivi, drugačni, zato da se ljudje vpletejo. Tak algoritem mogoče je efektiven, ampak meni se zdi, da enostavno nima mesta. Druga stvar, ki bi pa želel na nekem novem družbenem omrežju, je bolj strogo nadzorovanje starosti uporabnikov.
se pravi, da bi recimo omejili na 16+, 18+, pa morda neko splošno pogoje uporabe, ko se pridružiš, da če pač si dejansko želil, da ti lahko brez pač pardona zaprejo profil. Se pravi, to je tisto, veš, ko vzklikajo ljudje, kaj pa svoboda govora. Ne? Jaz mislim tako, ne? Vsak ima pravico do svobodnega govora, dokler je to v kontekstu neke zelo, zelo splošne pa široke družbene sprejemljivosti. Se tudi, če boš kričal po ulici za nekom, ti zavaljeni idiot, lahko da te bo kdo ustavil, lahko da celo policaj pristopil zraven. Se pravi, a si prekršil zakon, ne vem, ampak zagotovo ne bojo ljudje tega sprejeli. Zdaj na spletu pod krinko anonimnosti se pa dogaja seveda marsikaj. Poleg tega tudi znanstvene raziskave kažejo, da je empatija velikokrat povezana z opazovanjem obraza. Ker jaz vidim tvoje nianse v mimiki, ko ti nekaj govorim, in če si ti pretresen, če si užaljen, če si zdaj v distresu zaradi mojih besed, jaz to hočem ali ne začutim. To je pač ta en del možganov, ki to projicira, in tega pač seveda na spletu ni. Tam ti nekomu napišeš nek žaljiv komentar, ne veš, kako on reagira, ne zdi se ti sploh važno to, in zato ta empatija usahne. Tako da absolutno za tako regulacijo sem jaz zelo odprt. Kako se pa ti soočaš z negativnimi komentarji? Predpostavljam, da tudi dobiš kakšnega. Ja. Zdaj, tukaj je seveda pa ena pozitivna plat algoritma, ki ti ponuja stvari, ki so ti ponovadi, ki so ti blizu. Se pravi, jaz imam nek balonček ljudi na Instagramu, mene ne sledijo ljudje, ki ne marajo cepiv, ki so proti znanosti, ki ne marajo zdravnikov. Enostavno ni mu interesu, da gledajo moje vsebine, moj obraz in moj način govora. Zato imam ta balonček, ki je zelo podporen. Jaz imam super v bistvu sledilce in z veseljem grem gor, dobim krasna sporočila. Pridajo pa slej ko prej, seveda tudi, kdorkoli se je v življenju za karkoli izpostavil, mislim, ne more imeti samo prijateljev, ampak jaz sem to že enkrat, imam en objavo na Instagramu, ki ima ena od mojih rekordnih objav v resnici, je en izsek iz intervjuja za Val 202, kjer sem govoril prav o tem, kako, če ti živiš neko polno življenje, ki te izpopolnjuje in na katerega si ti ponosen, in recimo imaš družino, ki ti ogromno pomeni in delaš za njih, skrbiš za svoje fizično zdravje, da boš čim dlje z njimi, imaš službo, kjer pomagaš ljudem, kjer ti vsak dan komuniciraš z ljudmi, ki jih boli, ki jih skrbi, svojci, si priča smrti, si priča poslavljanja svojcev od ljudi, ki so živeli z njimi 60 let, ki zdaj umirajo. To je taka obča in močna življenjska izkušnja, da če ti vidiš pol nek komentar, ki piše, kaj spet ta teži sam zase, sam za nobenega mu nima razen zase, v bistvu to je sam nek hrup. To sploh ni, če si dovolj samozavesten, pa dovolj imaš razčiščeno v glavi stvari, da veš, da to, kar ti delaš, je argument samo po sebi proti temu. Tebi ne treba nič narediti. Če meni nekdo napiše, zakaj sam na svojo rit misliš, meni še ni treba na to odzvati. Jaz sem zdravnik, jaz dežuram, jaz mislim, konec koncev vodim kup tudi javnozdravstvenih projektov, sodelujem z Evropsko komisijo, z Ministrstvom za zdravje, z NIJZ. Najlepši način kontraargumenta je tisti, ki ga v bistvu ne potrebuješ. Tako da iz tega vidika rabiš vajo in še vedno ti je neprijetno prebrati to. Jaz ne bi šel za nalaž, da je brati vseh komentarjev negativnih o meni po celem spletu, sam da vadim. Ali pa kaj, ne. Ni da vsak dan ob 7 zvečer si odpreš vse komentarje, ajde. Absolutno, pač to se mi zdi tudi brez veze za moje mentalno nekako zdravje in zakaj bi to delal. Ampak ko pa naletiš na to, pa enostavno lahko odmisliš, celo skušaš z nekim sočutjem do tega človeka pristopiti. Očitno ima on neko krizo, če ne bi ljudem poljubnim se kregal na spletu. Ne vem, naj vsak zase pomisel, če poznamo koga, ki je uspešen, izpopolnjen, srečen, ljubljen, ampak se pa ful krega po spletu. Mislim, da bomo hitro pogruntali, da nekak tak človek tega ne bo počel. In ko mu celo s takim nekim sočutjem pogledaš na stvar, se morda počutiš še bolje. Lahko pa rečem, da se je za te zadeve brez veze sekirati, da je normalno, da se kdaj sekiramo, predvsem pa je treba otrokom svojim dati to vedenje znova in znova, da niso odvisni, njihova vrednost ni odvisna od tega, kaj bojo prebralo seb, kaj bojo prebralo mami, očetu na spletu, kaj pravi anonymous user 2526 o njih.
da to ni njihova vrednost in da je to treba samo nekako odmisliti. To si super povedal, se zelo strinjam in si bom kar zapisal to za uho. Vem pa, da te še malo bolj kot negativni komentarji pogrejajo kraj identitete. Ravno pred časom tega snemanja, par dni nazaj, je spet prišla ena nova vest, da si spet bil zlorabljen v eni drugi neki kampanji za ne vem kaj že. Si očitno kar magnet za to, ker si avtoriteta, človek, ki te ljudje poznajo, ti zaupajo in mislim, da se zato to pogosteje dogaja. Kaj pa v teh primerih? Ja, to je kar tako prvič, ko to doživiš, je v bistvu velik šok. Ko vidiš, ker si navajen recimo odpreti nek svoj intervju, pa vidiš svoje slike, pa to, kar si povedal, in potem odpreš nek intervju, ki je na niti ne 202 stavka, tako prav cela spletna stran tvojih obrazov in tvojih izjav, ki jih pač si je nekdo zmislil, ki jih je nekdo dobesedno si izmislil, ukradel tvoje slike, dal gor in zdaj prodaja stvar, ki je namenjena ponovadi zlorabi kreditne kartice kupca preko spleta, zato da bo pač ena gospa, ki je gledala mogoče TV kliniko prejšnji teden, rekla, zdaj pa doktor Zupančič, eno kremo, to bom pa jaz probala. Tako da najbolj v bistvu frustrirajoče pri tem je, da je to tako težko nekako priti do pravičnega zaključka. Jaz sem prvič imel veliko srečo, da je bila firma, ki je to naredila oziroma naročila ta oglas, dejansko slovenska firma. In ko mi je ena sledilka poslala račun, ki je dobila od njih, smo lahko po pravni poti zelo hitro zmagali in zanesljivo dobili opravičilo, odškodnino, vse. Ponavadi pa to neka firma, ki ima tuje serverje, se pravi strežnike v tujini, nimajo dejanskega produkta sploh, samo želijo tvojo kartico, da boš naročil produkt in si bojo vzeli denar. In v tem primeru pač ne moreš priti do dna. Zdaj, kar se jaz zdaj probam narediti, je seveda skomunicirati z ljudmi, da se te stvari prijavi. Ponavadi vedno, ko se to zgodi, potem tudi vse relevantne inštitucije, zdravstveni inšpektorat, zdravniška zbornica, tudi kakšni mediji povzamejo, da čim več ljudi vidi. Kar se pa to laži, je, da je to samo omejujoče. Tako kot če se spomniš, ko smo bili mi mladi, pa so prišli prvi maili od teh nigerijskih princev, da zdaj je pa nek princ nekje umrl in bi on tebi dal 2 milijona $, kaj je bilo takrat. In jaz se spomnim, ko sem jaz prvič dobil ta mail, sem bil v osnovni šoli, ne vem zdaj starosti, ampak med 10 in 14 smo se učili pri informatiki, smo si naredili maile, to je bilo ful zabavno. In sem dobil nek mail, da sem nek euro loterijo zadev. In takrat sem jaz to razmišljal, kdaj sem se jaz v to loterijo prijavil. Očitno sem enkrat želel sem verjeti to. In če pogledaš zdaj, toliko let kasneje nas, nihče ne bo odprl niti tega maila, nek tuji tvoj distalni znanec je umrl in ima res velik denarja in zdaj bi mi to tebi dal. Nihče več tega ne verjame. In zdaj se mi zdi, da ko bo še en generacijski obrat šel mimo, bodo te ljudje, ki so zdaj tarča teh oglasov, enostavno že pač ne bodo več uporabljali spleta ali pa bodo pač že mrtvi, in bo prišla mlajša generacija. Takrat se mi zdi, da takih oglasov, ki so na čudnih spletnih straneh in so izjave čudne in ne bo nihče več verjel. Upam pa, da obenem razvijamo tudi neko policijo, ki bo imela več možnosti preiskovati to, ker konec koncev obstaja tehnologija, ne rabiš samo pooblastila in tehnologijo, da recimo ti ugotoviš, kdo je to naročil. Problem je seveda, ker podjetja kot so Meta, njih dosti briga, kdorkoli naroči nek oglas, plača, nime vseeno. Seveda, če bo dosti ljudi prijavili, bojo oni to umaknili, to pa ni bilo v redu, ampak bo pa on spet plačal. Tako da tukaj rabimo neko avtoriteto evropsko, ki bi to preverjala in bi to tudi kaznovala. In tukaj upam, da se bo tehnologija toliko razvila v kratkem. Ja, zdaj, mi smo imeli nekaj epizod o kibernetski varnosti in zdaj mi hodi po glavi ena z Daliborjem, kjer pa je na nek način tvoj optimizem malo postavil pod vprašaj, ker je rekel, ne vem, kaj pa čez 5 let bodo pa recimo ti starejši, ki danes vidijo ta tvoj oglas, dobili klic Davida Zupančiča, kjer bo nekdo neka stroj s tvojim glasom delal podobno. Se bojim, da se to razvija istočasno in da so potem te ranljive skupine, tako kot si rekel, starejši, pa mogoče tudi otroci, tisti, ki so najbolj ogroženi, to, ki imajo najmanj izkušenj, pa so najmanj v stiku. Kako pa ti potem kot oče skrbiš, zdaj rekel si, en otrok je star 9 mesecev. Mina je pa 4,5. Hčerka je pa že malo starejša.
A že kaj razmišljaš o tem, kako jim prikazovati digitalni svet ali pa kako jim daješ zgled z uporabo tehnologije? Ja, zelo razmišljam, seveda, jaz nasploh je noro, kako hitro pride otrok v stik s tem. Kako, že samo če mu ti, kar recimo prijemo iz izleta, pa skupaj pogledava slike, videe, ona takoj to not pade in zna že dati naprej naslednji video in bi ona sama poslikala, pa stara 4,5. Se pravi, tukaj je zgled nujen, je še premajhna za neke pogovore o varnosti in to, ampak že samo to, da ona recimo vsak večer vidi očija, ki bere, namesto očija, ki ima telefon. Da, ko se igrava, ko greva na igrišče, nimam telefona v roki. Bili smo zdaj v enem hotelu družinskem na morju in ti povem, da takole smo imeli na park, je gledal naš balkon in ko smo gor bili za pauzo med bazeni in to, smo otroka tam nekaj počivali, zmeraj kot si sedel na balkonu in gledal dol in si videl ljudi, ki so vozili voziček in vsak, ki je vozil voziček, protko po moje vsak od 12, ki sem jih videl, je imel telefon. Kao gremo spavati zdaj otroka, dolg čas mi je, ne. In to je mene zgrozilo, ker jaz tudi kdaj, ko grem z Valom ven, pa on zaspi si rečem, zdaj pa lahko tisto objavo naredim. Posnel sem že prej, dajmo objaviti zdaj to posnetek na Instagram. A je kdo odpisal na tisti reel, to pa bož da pogledam. Se pa spet si to nekako službeno, ali pa kaj posnamem. Zdaj lahko posnamem, zdaj imam čas, pol ne bom imel časa. In tukaj je to, kar če otrok vidi očija, ki med sprehodom gleda telefon, na stranišče vzame telefon, med hrano hoče gledati telefon, to mu sporoča, ta zadeva je evolucijsko nujna za vse nujne procese, pač še blata ne moreš odvajati brez. In to bo otrok si zapomnil in to mu bo potem samoumevno. In jaz želim, da me vidi pač, ko berem, ko imam knjigo s sabo, ko imam knjigo v žepu, ko zvečer, ko smo na kavču, recimo, imam knjigo, da vidi knjižne police, da telefon ni skosniti v žepu, ampak je odmaknen na eni polici. In te zgledi, in seveda to, da odločno omejuješ čas, ki ga ima otrok s televizijo, pa s telefonom sploh, ampak s televizijo recimo, da se zvečer bere, da se skupaj bere, da se gleda slikanice, da se, pesmice recimo, to je tisto, kar mu bo ostalo kot urednota družine. Najhuje, če pač so starši stalno zatopljeni v telefone pa v tablice, pol pa otroka nekako težijo in mu govorijo, to je pa res nevarno, to ni v redu. To je to kot dva kadilca starša, imajo blazno grozno in pol skozi govorite otroku, to ubija, to je grozen, to sam kašaš in ful kadita. To je pač sporočilo, ki se kleše, otrok ni neumen. Tako da otrok mora videti, kako živiš ti. Ko so starejši, pa pridejo pogovori o tem, ampak mislim, da otroci, ki bodo zdaj zrasli s to umetno inteligenco, njih ne bojo mogli nategniti s tem, da se moj obraz pojavi pa jim govori, da rabim denar, ker sem na eni bus postaji ob Tiču, pa če mi lahko prosim nakažejo. Oni pač bojo na to imuni. Tukaj se mi zdi bolj riskantna oziroma ogrožena skupina te starejši, ki pa kaj, če bojo njen vnuk se pojavil, pa bo govoril, babi, jaz sem pa na počitnicah v Španiji, pa so mi ukradli denarnico, daj mi 100 evrov, pošelj takoj, zdaj prosim, valjda mu bo 200 mu bo poslala. In tukaj je pa, ne vem, regulacija ali pa izobraževanje ali pa oboje. Zdaj, mal bi se vrnil še k temu trenutku, recimo vozička in telefona, ki si ga omenil, ali pa vse prisotnosti telefona. Kaj pa bi rekel, da je glavni razlog, da se to dogaja? Ali pa iz svojih izkušenj, ti, ko kdaj ne moreš odložiti telefona, kaj bi takrat rekel, da botruje temu? Ja, to je čist tak neka dopaminska stimulacija, na katero se navadiš. Seveda, ti si navajen zdaj, da je pauze zelo malo in da so zelo kratke in da praktično nemogoče je biti samo tiho in nekako izkusiti svet okoli sebe. Potrebuješ nekaj, da ti zabliska, pove, reče, zato ker so vsi te posnetki na teh družbenih omrežjih tako kratki in zabavni, samo toliko, da te nekaj zaposli. In možgani se seveda navadijo, možgani se navadijo na to, tako kot pač ta dopaminski sistem nagrajevanja v možganih je reguliran. Zato recimo nekdo, ki je odvisnik, ki uporablja intravenske droge, si toliko dopamina sprošča ob uporabi te droge, da ko on neha, mu kakšen svojc reče tako spodbudno, glej, greva na sprehod, glej ta vzhod, greva na eno dobro kavo. Ampak to veselje, ki tebi zjutraj sončni vzhod povzroči, pa kava, njemu ne bo to kapla v ocean tega, kar je navajen. In mu ne bo mogel funkcionirati. Zato je to rehabilitacija lahko tako težka.
In tudi ti, če si navajen, da pogledaš 40 posnetkov v 1 minuti na stranišču, ena z drugim, in potem greš ven in si z vozičkom, kaj ti bo tisti park, pa tisti von po soli, pa ki se zdaj dobro sliša, pa sonček. Sej bo 20 sekund, boš ti 20 sekund šel, pa boš rekel, končno dopust, dajmo to poslikati, dajmo to objaviti, dajmo pogledati, kje so drugi. In tukaj je pa pol ta moment, ko to opaziš, a si človek, ki bo rekel, tak je life, ali si človek, ki bo rekel, jaz ne sprejemam tega in želim to spremeniti. In jaz vam dam enostaven način, da se temu izogneš. Pusti telefon v sobi. Ker drugače bo zelo težko, boš najdel izgovor. Jaz ga zelo hitro najdem. Sem z vozičkom, ne bom zdaj nič, pa rečem, čim prijem domov bo za previd, pa moram že iti v službo. Jaz moram odpisati bratu novno sporočilo. Veš, daj mi je že pisal. Samo zdaj imam šanso. In pol odpreš, vidiš, da je priletel en mail. To je pa za službo. Če nam zdaj, kdaj bom? Jaz imam pač poln delovnik in greš na mail. Hitro. Če se pa to spomniš, medtem ko je v hotelski sobi telefon, boš pa še malo hodil, brez tega. Spravi, fizično umakniti. To je ti način. Fizično umakniti in s časom pol možgani tudi nazaj malo tudi grejo v to stanje, ki ni stanje hiperstimulacije. Kaj je digitalna demenca? To je en zanimiv termin. Jaz sem ga spoznal v zanimivem pogovoru na TV kliniki. V bistvu gre za to, da nekdo, ki, kot sva rekla, pogleda 40-50 kratkih vsebin, ki nimajo enega zelo globokega sporočila, potem pa gre brati, recimo domače branje, ali pa gre računati neko nalogo, njegovi možgani so nasičeni z informacijami, ker možgani sami težko ocenijo, kaj je zdaj bolj ali manj pomembno. Mi moramo svojo pozornostjo to ločiti. Se pravi, ta otrok, ki bo šel brati knjigo, mu bo tista knjiga, ki je samo tekst za tekstom v strani tretji, to bo težko bo sploh dojel. Se pravi, motnja koncentracije in pozornosti bo posledica tega, da se je spravil, da se je nasičil, nekako, da bi na računalnik naložil 5000 slik, recimo kavčev. In potem bi bil poln drive in ti bi tja probil pa zdaj nekaj še nalagati, računalnik bo delal počasi, brnel bo, error message boš dobival. In tako so tudi naši možgani. Ti boš imel v glavi te rile, te plese v kuhinji in zdaj pa beri ti prišlek od Kovačiča. Se pravi, enostavno to, da ti rečeš otroku, imaš zdaj 1 uro pauze, pa mu daš tablico, da te ne bo motil, pa greš na domačo nalogo. Težko bo on po 1 uri čisto brez nadzora z internetom šel v miru brat. Kaj pa so potem lahko še protiuteži? Omenil si že branje recimo, kot nekaj, kar lahko gradi našo koncentracijo, našo zmožnost tega, da nečemu damo svojo pozornost in da ta vztraja. Kaj še? Šport. Okay. Sploh za otroke. Otroci imajo noro veliko energije. In tudi to je problem. Jaz kdaj vidim, ko pride ta mala domov iz kakšnega obiska, kjer so tudi gledali risanke, pa gledali. In potem teče 1 uro po hiši, namesto da jaz se hočem umiti zobe, pa iti spavati. Ker ta energija se pač nabira v njemu. In otroku je, če boš ti ga izvlekel izpred živžava in boš rekel, zdaj pa tu sedi, zdaj bo obrala, bo kdaj njemu težko. Če pa narediš ti neko igro iz tega, greš ven, greš teč, greš se žogati, greš plavati, greš v hrib, je pa to drugo. Sploh če so neka pravila, pa nek cilj, pa neka igra. In se mi zdi, da ven in zadihati se in telo, tudi ta nemir, ki ga čutiš, da moram zdaj neki, ta nemir, tega nemira bo manj, če ti utrujen. Če ti narediš en dober trening, kot jaz ga probam 3-krat na teden narediti trening, da sem res utrujen, tako ekstremno utrujen. In takrat si ti čisto zadovoljen, če se samo sedeš nekam, pa mogoče spiješ eno to izotonično pijačo, nek šejk proteinski, neki, in samo malo malo ždiš. In takrat si manj živčen, takrat si manj nekako v tej stalni boju za to, kaj boš še pogledal na spletu. Tako da otroke spraviti v gibanje noro pomembno in tukaj smo spet starši tisti, ki moramo ostati fit za to. Zakaj bi hodil pri 40-ih recimo v fitness, se nismo več 18, da boš imel ti postavo punce, pa žur, pa to. Ja, zato, da boš v klant šel, pa bo hčerka rekla, ne morem več, pa jo boš nosil, da boš jo metil v zrak, da jo boš lovil lahko, da se boste lahko sploh šla veslati, recimo, da si boš upal iti z njo. Se pravi, zato, da boš lahko imel aktivno življenje in da boš dolgo zdrav. In tukaj spet starši, tisti, ki morajo prvi dati stran telefon, ki se morajo spraviti v formo, da bojo lahko z otroki to živeli. Najhujše je pač to, da
pač si tam v neki restauraciji, imaš 2 starša, imaš 2 otroka, vsak ima svojo tablico, nobenemu se nič kaj dosti ne da in jejo neke pohane stvari. To je pač tudi rezultat tega, da so izžeti, utrujeni, da se jim ne da. Ampak ko enkrat začneš živeti tako, bolj aktivno, s športom, s knjigami, pa tudi vidiš, kakšno lepo življenje je to. Potem je lažje. Ne? Včasih je težko začeti. Ko pa začneš, je pa praktično ne moreš predstavljati, da si včasih živel drugače. Ne? Jaz sicer, že sam, da te poslušam, sem utrujen ob misli teh 400 stvari, pa pol še treninga na koncu. Tako da sam povej mi, a tudi kdaj tebi to ne uspe? Ja, brez skrbi. Dobro. Ja. Ampak veš, to je tako, ne. Jaz sem v glavi, sicer jaz hodim v fitness že od 19. leta, prej sem treniral sablanje, vmes sem 6 let treniral jiu-jitsu, jaz sem šport v bistvu od 12. leta starosti, del vsak dana mojega. In jaz vem nekaj, kar sem se sam naučil, in to je, da najboljši trening je tisti, ki si ga skoraj spustil. To si kdaj rečem, ko sem doma na kavču, pa se mi ne da iti nikamor. Je pa tukaj neko uravnovešanje. Ne? Ti moraš v bistvu po eni strani ne smeš si dajati izgovorov, ko pride do športa, v smislu, jaz imam pa težek dan, jaz sem pa oče, vsak bi se malo ulegel. Po drugi strani se pa moraš poslušati dovolj, da se ne spraviš pa res v neko neprijetno situacijo. Da ugotavljaš, da se proti izgorelosti premikaš, da si recimo bil celo noč z dojenčkom, ampak vseeno hočeš zdaj teči v klanc. Včasih je boljš tudi samo odležati. Ne? Absolutno. Se odspati, če imaš možnost počiti. Gre samo za to, da če treniraš na tak način, da bolj zares treniraš, ne? Se lahko je trening samo hoja na golovec, je to že boljš kot nič. Ampak če greš na nek pravi resni trening, ki veš, da bo malo tudi neprijeten, bo možgani velikrat ti začeli ponujati alternative in to, kar si rekel, jaz sem oče, zdravnik, jaz valjda ne morem, jaz sem utrujen. In takrat pa včasih paše, da to povoziš. In vse sem rekel, tisti trening, ki ga pol narediš, ki veš, da se ga skoraj nisi, meni so te treningi v bistvu najboljši. Kje pa tukaj pride v ta koktejl čuječnost? Se pravi, kako pa sam še to vključiti v ta nabor, se pravi, aktivnosti pa poslušanja sebe, kaj to konkretno zate pomeni v praksi? Ja, vse čuječnost je to, ne? To je v bistvu to, da si prisoten. In če si ti prisoten, bolj ko si prisoten, na začetku boš mogel to vaditi. Boš recimo delal meditacije, boš delal vaje, potem pa pride to nekako naravno in bolj ko si prisoten, lažje ti bo opaziti vse te stvari. Se ti ne moreš opaziti tega, da boš izgorel, če se ne spremljaš. In potem nenadoma greš iz 100 na nič in greš na 2 meseca na bolniško. Če se ti spremljaš, če ti čutiš svoje telo, napetost, boš čutil, kdaj imaš preveč energije, boš čutil, da te utruja telefon. Ker te družabne mreže te utrujajo, to kar gre in ne veš točno zakaj. Ne? In boš tudi čutil, opazil se boš, če ti bo na igrišču otrok nekaj razlagal in boš razmišljal o drugih stvarih ali pa vlekel telefon iz žepa. Opazil boš takrat, ker si prisoten in ker spremljaš, kje sploh si, ne greš na avtopilot. Tako da čuječnost je v bistvu okvir, znotraj katerega sploh lahko vse to smiselno razporediš. Cool. Super. Zdaj so se mi sestavili vsi te koščki, ki jih omenjaš in nekako razumem, kaj govoriš. Za konec, kdaj boš ti svojim otrokom dovolil vstop na družbena omrežja? To pa bojo še malo čakali. Zdaj čakam še kakšne smernice, čakam priporočila, bojo, kako se bo razvijalo, ampak zaenkrat imam v glavi tako eno številko 16, ne? Nekako, da pri 16 letih, se pravi malo pred polnoletnostjo, takrat lahko otrok dobi svoj pametni telefon. Problem je to, da probaš, da ne bi bil nekako izločen prej, ne? Če bojo že vsi drugi imeli, tukaj ne vem, kakšne borbe so tukaj, mogoče bo tudi rekel, se je nemogoče do 16. počakati, kako bojo sploh živeli, ampak pomislite, kako smo mi živeli. Jaz sem bil na fakulteti 3. letnik, ko so pametni telefoni prišli ven. Prej sem imel še tiste Blackberryje, ki si tipkal. Se pravi, pa smo živeli, pa smo se družili, pa smo se spoznali, pa smo se nekako vseeno imeli polno kvalitetno življenje. Se pravi, cilj je, da seveda otroka ne narediš v čudaka v šoli, ki ne ve, kaj je pač računalnik, tablica, ampak da bo pa ona imela svoj telefon z odklenjenimi družbenimi omrežji in da bo sama gledala, kam bo šla in kako se bo slikala, pa mislim, da 16 let absolutno mogoče celo prehitro. Ok, super. Glede na vse, o čemer smo danes govorila sva veliko o prisotnosti, stiku, pa mogoče tudi aktivnem življenju, poslušanju sebe.
Kaj bi bila ena tvoja zaključna misel vsem, ki naj jo poslušajo, s katero bi poskušal zaobjeti vse, kar smo danes odprla? Zaključna misel mogoče to, da se danes mnogo premalo ukvarjamo z odnosi in preveč z navideznimi odnosi, ki so odnosi mene do sledilcev, mene do moje internetne persone, do LinkedIna. In da velikrat paše, če lahko za trenutek umakneš splet in telefon in se posvetiš ljudem, ki so blizu, boš mogoče poglobil lahko te odnose, ki so najpomembnejši. Pa sporočilo, ki je vedno, se mi zdi dobro, je, morate več brati. Vsi mi in vsi skupaj. Ena knjiga na mesec se zdi komu izjemno veliko, pa v bistvu ni. Tako da branje pomaga v vseh sferah življenja. Super. Danes bomo odprli eno novo knjigo, sam zaradi te spodbude. Hvala, David, za tvoje misli, za to debato in lep pozdrav vsem vam. Spomnite se na odnose, gojite svoje stike, ljudi okrog sebe in berite. Uživajmo pametno.